Kakšen je dober etičen odziv glede brezdomcev, ki prosijo za denar? Brez veze, dajmo skipati ta question. Zakaj? Zato, ker sem prepričan, da imamo boljša vprašanja. Spet si prepričan, Ja. ampak nisi jih videl. Prepričan sem po preteklih izkušnjah. Meni se ne zdi to neumno vprašanje. Zakaj je to neumno vprašanje? Ne, Brezvezno. Zakaj je to brezvezno? ostala so manj brezvezna. Tako. No, ampak, klejte, ne bom te spustil, Ja. klejle. Ja, Jani, tole si kar... Tole je zelo zanimivo zdaj. Recimo, Ti povem zakaj. okay. Sej to To je sprašujem. eno izmed teh, ki vsaj jaz nimam nobenega mnenja, ali pa še bolj pomembno, ne počutim se, da noben v tej sobi nima odgovora na to vprašanje takšno, ki bi dodal hudo dodano vrednost in mogoče in verjamem, da je kakšno vprašanje, kjer imamo boljše odgovore. Predvsem iz tega vidika, da lahko dodamo kaj pametnega poslušalcu. Jaz nisem zadovoljen s tem odgovorom. Ne, to je bilo tako. To je bullshit. To je bullshit. Jaz verjamem v to. No. Ok, no povej, ko greš v Hofer, kam hodiš? Kupovati Hofer? A je samo online? Dajmo tako. Ja. Ne rabiš, mogoče te zmotil, kaj je tako zastavljen, etičen odziv. Gremo tako. Jani, kaj narediš, ko te klošar pros za cash, ko greš v trgovino? A mu daš cash? Ali nočeš tega deliti, kaj narediš? Ne, se veš, da sem zelo transparenten. Odvisno od dneva. Imam dva ekstrema. Včasih je dan, ko sem tako, fakt, s tem ne bom rešil. Včasih dam, včasih mora on meni dati. Reket. Ne, imam dan, ko se mi zdi to Sizifovo delo in se mi zdi, da niti približno ne rešujemo tega problema na pravi način in da s tem v bistvu mogoče celo prispevam k problemu in pol imam ponavadi več dni, kad dam in pol dam in pridem v Hofer in sem tako, to je zdaj bil easy way out, namesto da bi reševal ta problem, tako kot se meni zdi, da bi ga mogli reševati, v bistvu sem se malo izognil s tem, ker mi je ful lažje dati 1 evro, pa tako da No, pa sej to je fajn odgovor. Zakaj si se toliko uperil temu? mislim, ful raje bi imel, Na, lej. Ne, res. Lej, se Super. imaš Evo, bom- pobolda, ne imaš. Zdaj oni, ki poslušajo, ne? Ja. Ki samo poslušajo, zdaj je Klemen dal Janiju. Seznam vprašanj, Zdaj bom pa jaz tako. da se gospod Pravdič odloči. evo ga. Ej, to nam dajo. Jaz ne morem pomagati, Jani. Imamo tudi 18 vprašanj, ki so se nekako pribila na to listo, od tega jih lahko gremo mi čez kaj, 10 max. A se smo Kje? 5 že šli. 3, 4. Ja, Še to ne. še 2, 3. Ja. Ok. A boste še videli ta čas odgovorili na to A ja. vprašanje? Lahko. Glede Če na to, rabiš da- čas, povej. Ja, ga. Jaz se čist strinjam s tabo, Jani. V bistvu, doskrat sem bil tudi, ko sem potoval po Aziji, a ne, vidiš v bistvu, da to nekje tudi biznis ratuje. Ne? In s tem ti, ko želiš nekaj dobrega narediti, podpiraš nek biznis, ki producira to. Ne? Sej, mislim, da smo vsi gledali ta Slumdog Millionaire. Kaj je bila tista zgodba, kako otroke v Indiji pohabljajo, zato da več dobijo denarja. Da so potem, da prosjačajo. Ja. Tako. In jaz mislim, da sicer ni takih ekstremov v Sloveniji, ne, ampak strukturni problemi, kot so odvisnost od alkohola, odvisnost od drog, ti absolutno ne pomagaš s tem, da podpiraš industrijo prosjačenja pred trgovino in ta denar se porabi za pač te substance. Ne. Tako da jaz mislim, da Slovenija je dosti dobro urejena, kot sem jaz na zadnje gledal, glede tega, lahko greš spat po zim nekam, če si trezen, lahko dobiš hrano, ne, noben ne bo zaradi hrane umrl v Sloveniji. Ne. Tako da jaz mislim, da se rajš, da si kupuješ te odpustke,
a ne? Da se res vprašaš, a želiš neko spremembo narediti, pa narediš s prostovoljstvom ali pa dejansko pomagaš nekomu, a ne? Lahko si boter, lahko si, ne vem, opcije je velika, ne? Tako da to si jaz mislim o prosjačenju na ulici. Ne? Jaz imam mogoče malo drugačno mnenje. Jaz mislim, da nekdo, ki stoji cel dan pred Hoferjem, pa tam ljudi sprašuje, tako ne predstavljam si, koliko mora biti to težka situacija. Težko si to predstavljam. Tako res me kdaj boli, no, ko to gledam. Zato jaz tukaj imam pač največ stika, ne, mogoče z brezdomci. Zato jaz, če me vprašajo, ponavadi pač, če imam denarnico, kjer imam kovance, dam, ne. Ampak zdaj pač velikrat hodim z telefonom, pa pač nijam, ne. To pa ni, večinoma ne daš. Ne, hotel sem, ja, sigurno večinoma ne dam, zato ker večkrat, sigurno, če greš, ne vem, 300krat v letu v trgovino, ja, je ampak če imaš, vedno daš, če imaš. Mislim tako, če me vpraša, načeloma dam, ampak imam tukaj imam jaz eno, oni zdaj ponujajo to revijo, ne, Kralji ulice. Mislim, jaz sem že tako, probam biti ne potrošniški, ne, oziroma da čim manj probam kupovati. In tudi v tej transakciji, ne, jaz raje sam dam, kakor da bi vzel. Ker je že tako se mi zdi spet Se on ima samo en izvod, doskrat. Ja. Mislim, zdaj sem malo grdo rekel. Ja. Obstajata pravi prodajalci Kralji ulice, kjer ima on torbo in dejansko prodaja revijo. Tako. Imaš pa narkomane, ki to izrabljajo. Imajo pač en izvod in on se predstavlja kot Kralji ulice. Ja. To je doskrat bilo že tudi poročano, ne, o tem. In večina ljudi pač ne kupuje revije. Ne. Ampak sam rečejo, Kralji ulice poznam, zelo lepo, da vi delate namesto da samo prosjačite, da v bistvu prodajaš. Ne. Zadnjič se mi je zgodil, je prišla ena ženska do mene v mestu, pa je rekla, jaz sem zdaj zaradi te krize sem izgubila službo in prosim za denar, ne bi tega delala drugače. Ne vem, nekako ocenam, mislim, ponavadi vedno. Ker se mi zdi, da v življenju sem imel toliko sreče, da ni nič ne naredi, mogoče pa njemu takrat ful da vrednosti. Ja, ne. Pa se strinjam z vajnimi argumenti, da to je napačno reševanje. Mislim, noben ne bi smel biti v tej situaciji. Ja. Sem imel tudi že primere, ko nekdo pride pa ti govori, klele, zdaj zberam za operacijo, jutri bo pač tako, da se vidi v bistvu, da je neki smrdi, rečemo temu, ne, da neki je čuden. Ali pa pride nekdo pa vidiš, da je verjetno pod vplivom nekih substanc, pa se zelo čuden obnaša, pa kar te tako prav, da te kar malo nadleguje, ne. To je takrat tudi meni neprijetno. Ampak tako, če pa nekako začutim veš, nekdo, ki to počne veliko časa, tudi zna tako povedati, ne. Ampak nekako se mi zdi, da jaz tako gledam, nikoli ne bi hotel biti v taki situaciji in večinoma, no, če imam interakcijo, da me vpraša nekdo, če imam, mu dam. Ja. Tudi nisi glih veliko povedal. Veliko govoril, nič povedal. Zakaj ne? Zakaj daš? Ja, zato. Strinjaš se z najnimi argumenti. Ja. Jaz te nočem prepričati, da ne data, ne. To je daleč od tega. Ampak vse nisi odgovoril, zakaj res daš. Sej jaz nisem hotel reči, da
se mi ne zdijo mislim, da nimam sočutja ali pa da se mi kdaj da me boli, ko vidim kakšno stvar. Pa tudi, če je narkoman, mogoče še posebej, če je narkoman, ker je v primežu teh substanc, ker si ne morem predstavljati, koliko je težko. Enak bi bil, ampak vseeno, ne. In dam zato, ker se čutim privilegiranega. Aha, ok. Se pravi, s tem se malo boljš počutiš. Jaz čutim, da sem ekonomsko na dosti višjem položaju kot nekdo, ki mora prosjačiti. In pa mu pač dam, če imam nek drobiš.